V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je na ogled razstava o 100-letnici delovanja Planinskega društva Slovenska Bistrica. Avtorica razstave je Barbara Frešer. V bistvu mi je Planinsko društvo zaupalo to nalogo ob 100. obletnici. Jaz sem se razveselila, ker sem v bistvu zelo radovedne sorte in sem začela. V bistvu najprej je v glavi nastala ena ideja, potem je bilo treba pogledati, koliko je materijala in na podlagi tega potem neki osnutek in akcija. Tako da dejansko sem črpala stvari nekaj iz arhiva Planinskega društva Slovenska Bistrica. Najljubši del pa je bil ta, čeprav časovno zelo obsežen, ampak je bilo zelo zanimivo obiskati tudi starejše planince, ki so imeli doma svoj osebni arhiv. Pri tem ste zagotovo naleteli tudi na kakšno zanimivost? Ja, vsekakor. Pri vsakem doma je bilo kaj noro zabavnega, na novo odkritega. V bistvu sem poznala Planinsko društvo že prej, ampak zdaj dejansko v detajle in v bistvu je tu samo še želja po raziskovanju še naprej, ker zgodovina Planinskega društva je izjemna. Zato ste tudi razstavo zastavili v več sklopih. Kaj vse je tukaj na ogled? Ja, knjižnica nam je dala na razpolago celoten prostor in jaz sem ga maksimalno izkoristila. To pomeni, da sem naredila res maksimalno. Ja, razstava je sestavljena iz večjih sklopov in sicer spodaj v Pionirski knjižnici je predvsem predstavljeno za otroke. Naredili smo enega planinca, oblečenega tak, kot je bil nekoč, in pa planinko, ki je danes, z malo modernejšo opremo, da otroci vidijo. Na stenah pa je pač razstavljen material, kako poteka delo Ciciban planinec in pa mladinski odsek, kako delujeta v Planinskem društvu. Potem se sprehodimo dalje po stopnicah, je na ogled Planinsko cvetje, meni zelo ljubo. Razstava je v večjih sklopih. Najprej so razgledi, da mogoče pritegnejo tudi tiste ljudi, ki dejansko ne hodijo v hribe, pa se bojo mogoče odločili že samo zaradi tega, da vidijo, kako lepo je v hribih. Potem je predstavljeno na kratko vodstvo Planinskega društva skozi čas. Črpali smo iz arhiva, probali smo zajeti na kratko in zanimivo. Potem je tu alpinistični odsek, ki je bil zelo pomemben del zgodovine Planinskega društva z izjemnimi seveda dosežki. Potem smo posebej izpostavili nam zelo dragega botanika in planinskega prijatelja Luko Ludvika Javernika. Smo mu namenili prostor na razstavi, da se ga spomnimo. Prostovoljno delo v Planinskem društvu je bilo vseh 100 let zelo pomembno. 10 000 ur prostovoljnega dela ljudi, ki živijo skupaj in dihajo skupaj s Planinskim društvom. Množični pohodi ob sobotah še vedno zdaj in vso zgodovino nazaj. Potem so tu odsek Fosili, ki deluje že tudi vrsto let. V bistvu spodbuja pohodništvo starejših ljudi, občanov občini Slovenska Bistrica in dokazujejo, da se da je življenje lahko aktivno tudi v poznih letih, kar je zelo pohvalno in super delujejo. Potem so planinski tabori mladinskega odseka, ki se žal trenutno ne izvajajo, pa upamo, da v prihodnosti spet. Potem smo namenili nekaj pesmi, nekaj tudi poeziji. Sam Mastur Bogdan je pisal zelo lepe pesmi, med drugim tudi planinske, nekaj smo jih predstavili na razstavi. Posebno mesto smo pa dali tudi Ivani Leskovar in Marjeti Resnik, ki sta uvedle planinstvo v naše širši okolje, v šole oziroma v vrtec. Razstava še trenutno traja in je na ogled do sredine avgusta, zato res vljudno vabljeni, pridite si pogledati.